Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Sam zakon je bil 30 dni v javni obravnavi in še vedno potekajo pogovori z različnimi zainteresiranimi skupinami in današnji posvet je seveda tudi zelo dobrodošel in bo dal dodatne morda poglede na zakonsko materijo. Mi v bistvu deregulaciji nismo naklonjeni zato, ker smatramo, da deregulacija lahko vodi v zmanjšano kakovost predstavitve destinacije. Poleg tega nov predlog zakona lokalnih skupnosti niti ne upošteva, govori izključno samo o vodenju ali pa s pomočjo turističnih agencij. Tako da smo v bistvu tudi lokalne turistične organizacije na nek način dvignile glas, da povemo, da se z deregulacijo ne strinjamo primarno ali pa prvenstveno iz razloga, ker kvaliteta predstavljanja naše kulturne pa tudi naravne dediščine na destinaciji mora ostati na najvišjem možnem nivoju. V Sloveniji mislimo, da smo v zadnjem obdobju veliko stvari prekomplicirali, preveč regulirali, da pa je osnovna želja po znanju, oziroma ne samo želja, ampak strokovno znanje, pravzaprav tisti pogoj dobre turistične storitve in kot poudarjamo tudi pri deregulaciji samega poklica, ne govorimo o ukinjanju poklica, ne govorimo o ukinjanju izobraževanj za turistične vodnike, še vedno govorimo o registru, o pomenu samega izobraževanja in menim, da bo šlo tako tudi naprej. Kaj pričakujete, da je znanje tisto, ki ga mora imeti vsaka vodniška služba? Pravzaprav je biti vodnik ni samo poklic, ampak je način življenja, kajti tukaj ne govorimo samo o tem, koliko nekdo ve o sami destinaciji, koliko se je naučil iz knjig, preko spleta in podobno, pač pa govorimo tudi o veščinah podajanja vsebin, o retoriki, o znanju interpretacije. Skratka, vodnik je pogosto prvi, pa tudi včasih edini odraz destinacije in je zelo, zelo pomembno ne samo vsebina, ki jo podaja, temveč tudi način, kako nastopa v končni fazi, pa tudi karizma, ki jo pri tem ima, kajti od tega je tudi odvisno, ali se bo gost želel vrniti in ali bo morda celo ostal dlje oziroma povečal potrošnjo. Kako ste zadovoljni z današnjo diskusijo? Sem zadovoljna, ker se mi zdi, da je odprla kar nekaj tem, ki jih moramo v prihodnje še raziskovati, ne samo na področju zakona kot takega, spremembe ali ne, ampak mislim, da jih moramo raziskovati v dobro razvoja slovenskega turizma. Kaj menite, da je premalo sodelovanja na Gorenjskem ali pa v Sloveniji med samimi turističnimi ponudniki? Ja, to je ključno vprašanje. Bi rekla sicer, da še vedno da je premalo sodelovanja, ker je še zelo veliko možnosti odprtih, lahko bi jih raziskovali naprej, se pa tudi to spreminja in lahko rečem, da v zadnjih 2 do 3 letih mislim, da se je na tem področju veliko spremenilo.